lahko nedvomno ugotovimo, da 2 meseca uporabe tega plačnega sistema v praksi ni bil dosežen namen. Namen je bil enoten, pravičen, to je plačni sistem, ki bi odpravil nesorazmerje. Ta cilj, ki je bil tekom pogajanj ves čas, v ospredju, in ki je bil tudi sindikalni strani, večkrat tudi poudarjen, v praksi ni bil dosežen. Sistem je nedvomno krivičen, do delavcev in delavk, ki so uvrščeni, najbolj krivičen za delavke in delavci iz skupine J, seveda tudi za druge. Nadalje, ne samo, da ni odpravil nekaterih nesorazmerij med plačami, temveč je tudi spostavil nova nesorazmerja. Tukaj so v šolstvu, ta nova spostavitev nesorazmerja tudi najbolj izrazita. Zdaj, glede na vse to, kaj je že bilo rečeno, danes pa na vseh predhodnih besedah, tisti, ki so se pogajali in ki so implementirali nov plačni sistem, lahko rečemo, da pričakujemo, da je potrebno podnujno do nemudoma takoj pristopiti k spremembi, dopolnitvi plačnega sistema, ki bo popravil te krivice, ki so se zgodile, ki bo odpravil določene nesorazmerja, oziroma ki bo naredil sistem plačni takšen, kakšen je tudi njegov namen, pravičen in enoten. Seveda tudi primerljiv med posameznimi delovnimi mesti. In še nekaj, zakaj trdimo, da je potrebno nemudoma in takoj pristopiti? Iz tega razloga, kajti javni uslužbenci, teh je približno 160 tisoč v Sloveniji, so daljše časovno obdobje se odpovedovali delu eskalacije svoje plače iz naslova inflacije. Ta sredstva so se zbirala na posebnem proračunski postavki, ravno z namenom, da se bodo kasneje lahko odpravila tudi določena nesorazmerja. Žal, v praksi sistem ni zaživel tako, kot je bil začrtan, in iz tega razloga pričakujemo tudi, da bo nova vlada, ko bo formirana, tudi odgovorila in se odzvala pobudam sindikata na odpravo in pa seveda tudi prisluhnila našim predlogom in razlogom, ki bi pripomogli k odpravi teh nesorazmerij, teh anomalij, ki so se zgodile in tudi, če povem, v blagi obliki, tudi tem nelogičnostim, glede ocene posameznih delovnih mest znotraj sistema. Zlasti tudi glede šolstva, se pa seveda tudi pojavlja te nelogičnosti tudi pri ostalih dejavnostih v javnem sektorju.